Dober večer tudi v mojem imenu. Jožeta verjetno zelo dobro poznate. Mogoče kaj o njem še ne veste, pa boste danes izvedeli. Jože, srečno. Lep pozdrav. Glasni ste dovolj, to. Ja, me slišite, ja. Kar nekaj let ste delovali tudi v Zagorju in ste to besedo srečno velikokrat slišali? Ja, velikokrat. Moram reči, da so bila ta leta, ko sem jih preživel v Zagorju, srečna leta, lepa leta. Tu sem dobil ženo, tu se mi je rodila hčerka in srečal sem čudovite ljudi, knape, ki so izredno resnicoljubni in ti povejo vse obraz, kar ti gre, lega matkurja, ne? In jaz sem to znal izredno ceniti. In dosti, kad sem kje rekel, pejte vi malo v Zagorje, v revirje, pa se primerjajte, pa bodite tudi vi takšni, kot so naši rodarji. Vsaka jim čast. No, otroštvo ste preživeli na kmetiji, na Vačah, ampak potem ste se pa iz Zagorja preselili v drug rudarski kraj, Litija. Je kaj razlike Litija, Zagorje, kar se rudarstva tiče? Ja, je velika razlika, ne? Litija ima zdaj odprt, kot veste, ta rudnik, ne? Se lahko gre pogledat, kjer so nekoč kopali rudo, za razliko od Zagorja, kjer se kople premog ali se kopal premog. V Litiji pa, torej ta ruda, barit, svinc, ne, moram reči, da sem jaz tudi malo zaslužen za ta rudnik, za ponovno obuditev rudnika Litija. Takrat, ko sem bil še direktor Zavoda za izobraževanje in kulturo v Litiji, sem začel študirati, sem rekel, zakaj ne bi mi, tlega imamo pred nosom, zaprtega, ta rudnik odprl in ga ljudem predstavili. Ker meni se je zdel rudnik kot tak zmeraj nekaj impozantnega, nekaj spoštovanja vrednega. Morda tudi zato, ker izhajam iz rodarske družine, rodbine bom tako rekel. Moj oče sicer ni bil rodar, bil pa je ded in oba strica. In ta mlajši stric je žalostno končal tudi v rudniku v Bosni, ko se je zrušil strop in je končal svoje mlade življenje. Ne? Tako da jaz nekako sem čustveno vezan na to, ves čas, ja. Se je tudi v Litiji slišala beseda srečna? Ne, tako. Zdaj mogoče bojo spet oživeli to, ampak srečno je tu revirski pozdrav, ne? In res pomeni tisto pravo besedo, ki jo vsi zastopamo, ne? Kako pravljico, kakšno besedilo pa ste napisali tudi v spomin rudarjem? Ja, res je. Že pred leti sem napisal pravljico o Siterevškem škratu. Jaz sem se ga izmislil, sem rekel, v Zagorju imajo perkmandeljca, ne? Pri nas v tem rudniku pa ne more biti perkmandeljc. To je samo tle, ne? Oziroma v Zasavju, v revirjih. Jaz sem se ga bolj zamislil enega škrata, imenoval sem ga Siterevček, ki je oblečen tako kot takratni rudarji, ne. No in to sem potem povezal z vrtcem, takrat je hodil v vrtec še moj vnuk Jakob in sem tudi njega vključil, ne, v to zgodbo, kako so potem šli raziskovati, iskat tega škrata. Skratka, tudi Jakob je narisal škrata, ne, svoja
Jaz pa sam sem pa tudi nekako naredil eno ilustracijo, to, kaj jaz znam, ne. In to seveda zdaj leži v predalu in čaka boljših časov. Lani ste bili mladi ali stari, kako se čutite 75 let? Ja, lani sem praznoval, 75-letnico, rekel sem si, kdaj je to menilo. Saj ni dolg še, ko smo bili mladi, ne? Ko smo še zganjali norčije, zdaj smo pa že v tistih letih, ko nas vse boli, ko si predstavljamo, da imamo še zelo malo časa pred sabo, ne? Čeprav moja žena je huda, če kaj takšnega rečem, da dolg ne bomo, ne? No in ob tej priliki sta išli dve moji knjigi, to je ta zbirka Na ramena mi sedajo ptice in pa otroška, knjiga pravljic Zver iz rupe. To je ponatis pravljic, ki so izhajale v Trstu in se rekel, naj bo to za mojo 75-letnico, da se malo počastim. No, v teh 75 letih ste res veliko ustvarili, 13 pesniških zbirk, 11 proznih del, na televiziji ETV ste posneli ogromno pravljic. Pod vodstvom mojega urednika, odgovornega, Igorja. Takrat. Hvala. Rekli smo, da imamo tudi mi Marjana kralja. Po glasu, ne? Res, ja, hvala lepa, hvala. No, ampak verjetno ste pa najbolj ponosni, ker ste že prej povedali, lepo ženo iz Kisovca, mimogrede, na prekrasno hčerko, pa na vnuka Jakoba. Res je, to me izredno osrečuje in jaz moram reči, da Zagorje imam tako rad kot Litijo, ne, kot mesto, svoje mesto. Jaz sem že dolgo zahajal v Zagorje, že prej, preden sem bil v službi, se spomnim še te bolnišnice v zdravstvenem domu, je bila dol spodaj so bile bolniške sobe, tam je bil tudi moj stric, rodar, eden od rodarjev tle iz Zagorja, in smo ga hodili mi obiskovati in se takrat spomnim tega, pa te izolirnice tam le gor, ne. No, ko sem pa tle bil v službi in ko sem spoznal Joži, ne, pa sploh Zagorje na novo zasijalo. Čisto v novi podobi. Ja. Tu malce spremljam letnice in nekaj sem opazil. Najprej so začele nastajati pesmi, potem šele proza. Imate nekaj teh svojih pisateljskih, pesniških prijateljev. Je tudi pri njih podobno? Najprej pesem, pa potem proza? Mislim, da ne. No, večina so ali pesniki ali pisatelji, ne. Eno ali drugo. Ja, eno ali drugo. Jaz seveda sem se v obojem poskušal. No, moji prijatelji, tle je Vlado, to so zagorski dediči, no, ali pa smo, ne, smo bili v okviru te skupine dediči, ne, ki je vodil Namde, pokojni Namde Razboršek. Ti moji prijatelji pišejo, recimo Vlado piše v glavnem pesmi, ne, Lakovič tudi pesmi, drugi so pa že pokojni, ne. Mi trije smo še, ne, vse skupine dediči. Torej pa jaz sem se nekako poskušal v obeh zvrsteh. Ne vem, včasih se mi je zdelo, da pesem premalo pove ali ne morem izraziti tistega, kar bi rad, pa sem začel tudi potem pisati. No, veliko je pa tudi tega, vzrok je tudi v tem, da sem jaz za otroke, ker sem pač šolnik, ne, tudi pisal, pa potem objavljal v Trstu.
Tako da je, to se menjavalo in ne morem reči niti, a sem pesnik ali sem pisatelj ali pa nisem najbrž nič, ne. Kaj pa vam danes bolj steče? Pesem, prozno delo, pravljice? Težko bi se odločil. Kakor kdaj, ne. Mislim, včasih mi je pesem veliko ljubša, me zadovolji, krajša je, manj napora, bi rekel, tudi fizičnega je treba za zapis, ne, Lado, pesmi. Če se pa lotiš pod nek proznih zadev, ne, je pa to že malo daljša zadeva, ne, že to tudi pa treba popravljati pa tako naprej, pa no, zdaj imamo računalnike, je to drugače, ne. V glavnem, tako je, veš, kot bi me vprašal, kot bi mamo vprašali, kjer otrok je najljubši, ne, bi rekla vsi, ne more se odločiti. No, da ste pesnik, da ste pisatelj, to dobro vemo, malce skromno ste dejali, da tudi malo rišete, ampak saj v tej pesniški zbirki, pa tudi nekaj drugih vaših likovnih del poznam, to je pa res čudovito, ne? To si bodo lahko potem pogledali. Torej, tudi barve so vam všeč. Igor, ne vem, mislim, Benga, ja, je tle strokovnjakinja, ne, Slavi, ne, iz tega področja, tako, jaz vedno se upravičim, kjerkoli pač nastopam, da nisem slikar, sem ljubitelj, sem nedeljski slikar, zanimivo pa, da me to tudi vleče, ne. Rečemo, da ni dosti samo pesem ali pa proza, da je treba to še narisati, ne. No, tak je tudi Lado, ne. Lado je tudi riše. Tudi, ja. Jaz sem lansko leto ob svoji 75-letnici si zadal, rekel, tole bomo izdali, te dve knjigi, potem pa želim naslikati moje prednike, se pravi stare starše po očetu in po materi. To so bili preprosti kmečki ljudje, nikdar znani, nikdar niso nič, ne vem kaj pomenili, bili so preprosti kmetje in tako naprej. Ohranili so se neke take majhne sličice od njih, in zdaj jih praktično ni nikjer več, ne. Samo v mojem spominu so še in sem rekel, jaz jih bom naslikal, pa sem s tistih majhnih slikic naredil take velike slike, portrete, ne, in jih imam zdaj obešene v svoji delovni sobi, deda po materi in po očetu, babici, in moram reči, da sem čutil na strašno zadovoljstvo in strašno, bi rekel, tudi očiščenje. In ko je lansko leto, ko smo predstavljali te knjige v Litiji, sem tudi tam v družbi potem omenil naslednje, ker so bile te slike razstavljene tudi v litijski knjižnici, sem v eni družbi tam rekel, vidite, moji dedi in babice so se vrnili tam, ker je knjižnica je bilo nekoč glavarstvo, in tej isti sobi, ker smo mi predstavljali mojo knjigo in ker so vesele njihove slike, so oni pisali ženitovansko pismo. To vem, ker imamo ohranjene vse te dokumente, in se rekel, zdaj sta pa moj ded in babica simbolično prišla po tolikih letih, več kot 100 let, ne, spet v iste prostore, da jih gledamo mi, današnja generacija, in sem bil neverjetno srečen, ne. Jaz se veselim takih majhnih stvari, včasih otroških, včasih mi žena pravi, da sem še en velik otrok, ne. No, pa se to je fajn, ne. Jože, mi bomo pa tudi srečni, če nam koga od svojih
sorodnikov predstavite v tej zbirki pesmi, se najde kdo od sorodnikov in prosim, če kakšno pesem preberete. Ja, morda bi tole za začetek povedal. S to pesniško zbirko sem se jaz prvič obrnil na moje zdajšnje mesto, se pravi na Litijo. Prej sem vedno govoril o svojem rojstnem kraju, to je Vače oziroma nad Vačami gor, sem jaz doma. In je bila tam moja glavna preokupacija. V tej zbirki se pa osredotočam na Litijo in pa tudi na Zagorje, posredno. Tisti ciklusi, ki govorijo o ženi, o hčerki, ja. Tu se prav to izhaja pa iz tle, ne. Tako da ta zbirka je posvečena tema dvema krajema, ne. In to je prav, da povem. Kako smo pa prišli mi iz hribov v dolino, pa govori tale pesem. Naslov je, da se ti oko zasolzi. Skromnimi prihranki sta gradila hišo v dolini, da so otroci lahko hodili v šolo. Ves dan sta sejala pesek, pripravljala les, zvečer pa se s kolesom vračala v hribe. Dan za dnem brez odmora. Ko sta se preselili, sta v toplarju našla prostor še za siro in sivko, tako mleka ni nikoli primanjkovalo. Ej, kako so rastli vajni otroci, da jih je bilo veselje gledati. Ko je sin prišel domov z maturantskim nageljčkom v gumbnici, sta potegnila z dlanjo čez oči. Kakšen veter, da se ti oko zasolzi, sta rekla in ga nežno pobožala po licu. A še kakšno preberem? Prosim. Zdaj bom pa prebral eno, ki se tiče moje žene. Naslov je pa Prvi poljub. Okroglo plesišče dvorane, v pododrju tiha glasba igra. Prepoteno telo se privija k telesu, v stožcu svetlobe roj zvezdic miglja. Ljubil sem vas, šepeče melodija, na vratu se čuti ustnic drhtljaj. V očeh se prižigajo iskrice sreče. Dvoje duš potuje v raj. Igor, pove, kdaj končam. Lahko kar berete, ja? Lahko še kakšno preberem. Lahko. No, bom prebral še eno iz tistega obdobja, ko sem bil še tak, bi rekel, smrkolin v srednji šoli, ko smo v Litiji delali fasado na naši hiši, prej sem pa prebral, kako sta ata in mama delala. In takrat sem se jaz začel ukvarjati s tem, da bi se dopisoval s kakšnimi ljudmi po svetu, da bi se na ta način tudi učil jezik. Nemški jezik smo se takrat učili mi, ne. In smo dobili take naslove in jaz sem to pisal. Eni, še danes vem, ime Rosa Marie, pisala se je Limpak, bila je pa iz Berlina. Jaz sem pisal in ona mi je odpisovala. Pa poslušajte. Pismo. Draga Rosa Marie L., si moje zadnje pismo dobila? Vem, da je Berlin ogromno mesto. Le kako bi se ti v našem mestu počutila, kjer so hiše pritlične, brez fasade. Te dni smo dobili zidarje. Jaz jim bom delal malto, zdaj postavljajo odre in stopnice, potem pridejo na vrsto preklade. Čez kakšen teden bo že ometana. Danes ti znova pišem,
tokrat slovarjem v roki, ker mnogih besed še ne poznam. Rad bi ti napisal kakšen stih, pa mi nič ne pride na misel. Edino, kar znam, je bedih. Ne zameri, mudi se mi, zidari že kličejo. In se šel zidat. No, to je z tega prvega dela, kasneje pa lahko še kaj preberem. Lahko še kar nadaljujete. Ja. No, iz drugega dela so pa potem pesmi, dal sem temu drugemu delu naslov Kam ste šli moji ljudje? No in pač toliko ljudi je že pod zemljo, ne? In se rekel, jaz ne bom napisal pesem. Drug za drugim ste legali v zbito ilovnato prst. Na posvečene kraje so vas nosili, v sprevodih rjavih in belih krst, kjer ste si večni mir prislužili. Pred vami so šli leseni križi, z lin so grmeli bronasti zvonovi, ko so vas z belimi trakovi spuščali na dno. Zgriza vas bo drugega za drugim nenasitna rjava jalovina in ostanke izvrgla pod nebo, ker se bo na vrhu sveže gomile le veter igral z belo kostjo. No, morda še tale. Ko sem hodil okrog mojih vasi in se videl, da ta kmečki svet propada, da se podirajo hiše, hlevi, kozovci. In me je v dno duše zabolelo in sem napisal pesem Vse propada. Ostrešje se ruši, odpada omet, pred vhodom se grmovje razrašča, odhaja nekdanji kmečki svet, zapuščenost se vsega počasi polašča. Med tramovi veter zavija, hlevska vrata so razbita, odprta, voda že dolgo teče mimo korita, glavna gred je s tramovi podprta. Stričev korak je pred leti zastal, tudi teta se je že davno poslovila. Sin zdaj računa, da bo ruševine prodal, pri tem bo največ davkarija zaslužila. Tako kot vedno, ne? Tako. Jože, in tako naprej, ja. Mislite, da Slovenci radi prebiramo poezijo bolj kot nekoč ali manj kot nekoč? Jaz mislim, da časi niso preveč naklonjeni, preveč romantični za poezijo. Vsak si misli, kaj pa ta spet neki jamra, neki vdihuje, neki piše. Tako da mislim, da časi niso naklonjeni. Ampak jaz ne glede na to, jaz napišem tisto, kar se mi zdi, kar se mi poraja v srcu in vas tudi takole matram včasih na kakšnih literarnih večerih. Je pa tako, treba je opravljati tisto, kar čutiš v sebi, kar imaš poslanstvo. In ne glede na to, da te sprejemajo ali te ne sprejemajo, v glavnem pisati moraš. In jaz sem rekel, dokler bom pač lahko, dokler mi bo pamet služila, srce, pa roka, bom to delal. Tudi berete veliko? Veliko berem. Je pa še ena zadeva, ki jo moram povedati, Igor. Ko sem jaz začel pisati, to je bilo še v srednji šoli, sem pisal izredno
moderne pesmi. Vlado bo vedel, kakšne so bile takrat. Ne? Tako umetelne, da tudi sam včasih nisem vedel, kaj sem napisal, pa zakaj sem to napisal. Se spomnim, ko smo mi izdajali to našo zbirko, prva zbirka je šla tle naša v Zagorju, ne? Moram povedati, pohvaliti. Sem jaz predlagal en naslov za to zbirko. Stružnica semena. No, Vlado še zdaj ve, Stružnica semena, ne? To je tak kompliciran naslov, ne? Bolj je kompliciran boljši, ampak kasneje sem pa videl, da jaz v to smer ne morem iti, ne? Jaz moram tako napisati, da me bojo ljudje razumeli. Zlasti zato, ker sem jaz pisal za moje ljudi tam gor s hribov. In tam pa navaden kmet ni vedel, kaj je stružnica semena. Vedel, kaj je seme, pa da ga vržeš, pa seješ. In sem jaz se takrat obrnil zavestno v to smer, da pišem razumljivo. Tako da me, se upam, no, lahko vsak razume. Včasih tudi, seveda, se stvar zaviješ v metaforo in tako naprej. Ampak v glavnem tako, kot se gre, ne? Tako, da. Jože, in zdaj smo slišali, kako pesmi zvenijo. Jaz bi pa rad, da naši obiskovalci slišijo tudi, kako zvenijo besede iz te knjige Zver iz rupe. Ja, tale knjiga, no, kot sem že rekel, je lani šla kot ponatis. Te pravljice so izhajale v reviji Galeb v Trstu. Ilustrirala jih je imenitna slikarka Magda Tavčar. Čudovite so, jaz se ne moram dosti načuditi, ne? Ne zato, ker so tlele v moje knjige, ampak same kot take so zelo lepe te ilustracije. No, jaz sem želel, da to izide, seveda sem moral dobiti privolenje od revije Galeb, da lahko to naredim, in pa seveda privolenje od slikarke Magde Tavčar, bila tudi zelo prijazna, rekla, ni problema, vi to naredite, in to je potem lani šlo. Te pravljice je ocenil, moram reči, za zelo lepo tudi pisatelj Partlič, Tone Partlič, in je, ne vem, bodo izgledali, da se preveč hvalim, ne? Napisal je tako, da odkar je bral Trdinove, ne, o Gorjancih, da ni še bral tako zvesto napisane, občutene pravljice, kot so te, ne? V takem jeziku tudi malo arhaičnem, namenoma sem takole, ne, vidite, to so take lepe ilustracije. No, tako da mi ta knjiga, moram reči, veliko pomeni, in če dovolite, bi jaz prebral sam tole ta prvo. Gabela. Kako? Gabela. Gabela, ja. Upam, da vas ne bom preveč. Jaz sem pa mimoglede izvedel, odkje ime Vidrga. A ja, no. Drugače je pa tudi torej pravljica o Vidrgi. Takim pravljicam strokovnjaki pravijo, da so to aitiološke pravljice. Ko ti pojasnjuješ nastanek imena nekega kraja, ne. Sam jaz moram to povedati, to je vse izmišljeno, ne. Jaz sem se izmislil. Če je, recimo, pri nas je na vas Ržišče, sem rekel, verjetno je to išlo iz tega, da je nekdo iskal rž išče, ne? In tako naprej. No, Vidrga, ker so bile dejansko včasih vidre tam, ne? In tako naprej, in tako naprej. V glavnem, upam, da vas ne bom preveč utrujal, no, če bi prebral tole Gabelo. Pod Slemškom leži globel, ki domačini pravijo Gabela.
Skozi njo vodi stara pot, ki povezuje Klenik s Kandršami. Vas zanima, kako je nastala? V davnih časih, ko so po naših krajih še živeli hudobni zmaji, se je eden takšnih priplazil tudi tjakaj. Legel je na parobek, svojo velikansko glavo je pomolel na vaški konec, z repom pa je segel do Kandrških brežin, vse tja do Dobrlevega. Pa kako je rjovel! Ljudje so mu morali prinašati hrano. Najraje je imel ovce, teh mu ni bili nikoli dovolj. Tuhtali so, kako bi se ga znebili. Zmaj je bil vse bolj zahteven, grebel je s svojimi ogromnimi kremplji, da je kamenje letelo po zraku, z repom je opletal po Kandršah, da tam kmalu ni raslo nobeno drevo več. Pa se je domislil najmlajši, dajmo, izdelajmo umetno ovco, takšno veliko, privežimo jo na povodec in jo povlecimo mimo njegove glave. Zmaj bo stekel za njo, zapustil bo naše kraje in ne bo se več vrnil. Vaščani so kimali in se navduševali nad idejo, uspeha pa ni bilo nobenega. Zmaj se ni dal pretentati. Ko je zagledal ovco, je iz žrela bruhnil plamen, da je ovca v trenutku zgorela. Nekdo drug je predlagal, kaj če bi pod zmajem skopali rov? Ko bomo prišli pod njegov trebuh, ga bomo prebodli železno konico. Zmaj bo poginil in vsi bomo rešeni. Vaščani so bili navdušeni, celo zaploskali so. Kopali so in kopali, že precej globoko so bili, ko je začelo pokati in se prašiti. Joj, joj, so kričali kopalci, rov se bo zrušil, zmaj, ki leži nad njim, je pretežak. Niso še dobro izgovorili teh besed, že je zahreščalo in zletelo na kup. Zadnji trenutek so se rešili. Zaradi zemeljskega udora se je za nekaj metrov pogreznil tudi zmaj, ki je bil zdaj še bolj razkačen, ker pihal je od jeze. No, lepega vraga smo si zakuhali, so stokali. Spet so staknili skupaj glave in razmišljali. Pa poskusimo še tole, so končno rekli najstarejši. Prisotni so se z zaupanjem zazrli vanje. Povejte, so bili že rahlo nestrpni. Takole bomo storili. Na Slemšek bomo zvalili veliko skalo. Ko boste doma klali prašiče, ne delajte krvavic, kri nastrežite v lonce in jo prinesite na vrh hriba. Kaj pa bomo z njo? So zinili. Boste že videli, samo storite tako. Prišla je jesen, prišla je zima, po domačijah so klali prašiče, mesari so tekali za njimi in jim puščali kri. S posebnimi lonci so jo nosili na Slemšek in jo zlivali v veliko kat. Kaj pa zdaj? So čakali novih ukazov. Podstavimo kole po tole skalo in jo sprožimo. Družno so se uprli vanjo in jo potisnili do roba, da se začela kotaliti navzdol. Vedno hitreje se je valila, se odbijala od dreves, dokler ni pristala na zmajevem hrbtu. Au, je od bolečine zarjovel, da je odmevalo od pečin. Zdaj obrnite kat, je padlo novo povelje. Prašičja kri je plusnila visoko, stekla je po strmini, oblila zmaja in mu med očmi kaplala na tla. Krvavim, je zatulil zmaj. Spravil se je po konci, vrtel je z glavo, z repom je opletal, potem se je divje pognal v dolino. Za njim je tekel rdeč potoček, vijugal se je med skalami in se izgubljal med debli dreves.
Vaščani so od veselja poskočili in se objeli. Hura, rešeni smo, spet bo veselo in brezskrbno pri nas. Posvetili so se spet svojemu delu in počasi pozabili na te dogodke. Ostala pa je globel, ki se še danes imenuje Gabela. Po njej so kasneje hodili trgovci, ko so se odpravljali trgovati na Štajersko. Danes pa služi le še za bližnjico. Tudi sam dostikrat hodim tam okrog, zlasti takrat, ko rastejo gobe. Danes jih sicer ni več veliko, včasih pa so bile. Tudi tiste z rdečimi klobuki. Teh smo se najbolj bali in se jih v velikem loku izogibali. Saj res, veste, zakaj imajo rdeča pokrivala? Se vam že kaj dozdeva? Jaz imam nekaj na umu, pa bom iz previdnosti raje tiho. Ne bom vsega povedal. Vi pa kar recite. Izvolite. Malo dolga je bila, se oproščam, vse so tako dolge, no? Res prekrasna pripoved. Jože, kdo pa ima srečo, da prvi sliši vaša literarna dela? Je to urednik, mogoče kdo od domačih? Ja, jaz moram reči, da je moj velik kritik in mentor, ne, je moja žena. Učiteljica je in pravi, tole boš pa moral še malo popraviti, ne. In jaz seveda bogam se moram, ne, rad bo pa kaj narobe. No in ker je zaslužna za marsikaj, sem napisal tudi za njo in za hčerko tole pesem, pa če lahko preberem, se bom Seveda. Zaključil sem. Naslov te pesmi je Lahko bom pomirjen, izpolnjen očev. Življenje bi dal za te iskrive oči, za nasmeh, za srečo v dlaneh, ko se vame vprašujoče zazre vnuk. Kaj se ti sveti, dedi, v očeh? Veš, v njih biseri zažarijo, kadar se na svetu kaj lepega zgodi. Ko se mamicam in očkom taki fantki rodijo, tako prijazni, tako lepi, kot si ti, takrat babice in detki znova oživimo. Spet smo zdravi, nič nas več ne boli. Kot da se po dolgih nočeh prebudimo in začudeno v nov svet odpremo oči. Zato hvala vama, žena, in tebi, hčerka mila, zaradi vaju sem tako srečen in vesel. Največja želja na svetu se mi je izpolnila, lahko bom pomirjen, izpolnjen očev. Hvala lepa, hvala. Jože, jaz upam, da še dolgo ne boste odšli, pa da boste še veliko napisali, mimogrede. Verjetno imate kaj v predalu, kaj? Moram povedati, Igor, ja, da imam v predalu 8 dokončanih knjig. V glavnem so to otroške. Sam vi veste, da danes niso časi, ti boš vedel, pravi se ti, kam si to knajš, ne? Ja, kot pisatelj si sam izdajaš knjige, da je danes težko izdajati, ne? In pa Vlado tudi ve, ne? Torej, jaz pa to sem napisal, nekaj sem tudi sam ilustriral, zložil sem v predal, v mare in tam se medi. Včasih si domišljam, mogoče bo vnuk to kaj pogledal, ko bo že odrasel, pa bo prebral kakšno stvar, ali pa če ne. Tam je dokument, časa je in nekako sem zadovoljen, tudi če ni išlo. Enkrat bo.
Morda, ne vem, lahko da ne. V glavnem na zalogi je, ne. Je kaj pomembno, če se sučete v bolj pomembnih krogih, pisateljskih krogih, tudi mogoče političnih krogih, da ste bližje prestolnici, da potem prej nekaj izide? Takole bom povedal čisto po resnici. Jaz sem član društva pisateljev, slovenskih pisateljev, se pa ne udeležujem teh srečanj, ne vem, z kakih razlogov. Sem pa rekel, da bom na naslednji občni zbor bom pa šel in bom povedal resnico, ki jo najbrž vsi mi podeželski, bom rekel, pisatelji čutimo, da smo odrinjeni, ne? Nismo pri koritu, nismo v srčiki, ne? To, kar je v Ljubljani, je super, je ekstra, mi, tle Litija, Zasavje, pa tako naprej, smo pa malo odrinjeni, ne? Čeprav jaz sem trdno prepričan, da ne bi zvenel, ne vem kako, da se baham, da tudi mi kakšno stvar napišemo, ne? Ampak jo enostavno ne moreš izdati, ker nisi blizu njih, ne? Se pa dobivam, recimo, izredno sva prijatelja z pisateljem Ivanom Sivcem. To je človek, ki je napisal, ne vem, 200 knjig, ne? Ja, blizu, ja. Ja. In jaz se mu čudim, vedno znova se mu čudim, kdaj to najde čas, da to napiše, koliko mora on prebrati tudi, ne. Je pa izredno preprost človek, skromen in resnično sva postala prijatelja s Partličem, z Blatnikom, pa še s kom imam te odnose. Zadnje čase pa se veliko nekako družim, bom rekel, ja, kar družim, z znanim šentruperskim kulturnikom, nekdanjim ravnateljem šentruperske šole, to je profesor Jože Zupan, ki danes praznuje svojo 80-letnico. Moj dober prijatelj, moj res, bi rekel, po svoje tudi mentor, sej je napisal tudi tule spremno besedo, pa v drugih knjigah tudi. To je človek, ki je res kulturnik z veliko začetnico pisan, izredno skromen, izredno darežljiv, tako da mu res danes želim tlele na tem javnem mestu, da svojo 80-letnico dobro zastavi in da še nadaljuje v tej smeri, ker ga potrebujemo. Pa seveda take mlade pisatelje, kot si ti, Igor, ki nam moraš tudi še veliko dati, pred tabo je še ogromno časa, pa upam, da tudi Vlado še kaj napisal, pa še kdo od vas, ne, ki ste tle, to ne sme zastati, ne. Se da, poznate nekaj teh pisateljev, pesnikov, živeti od literature? Ali je to mogoče dano le peščici? Smo premajhni? Od literature se ne da živeti, ne. Jaz sem zdaj prebral, mislim, da je tale dramatičarka Semeničeva pisala, ne, ki je dobila nagrado, ne, Prešernovega sklada, ki se je potem tudi nosil po časopisu, ki se je slikala z zastavom, ki je imela izrezan trebuh, ne. Ampak ona je zadnjič pisala tako žalostno pismo, da se neko pogled, kam smo prišli, da ljudje, dejansko ti umetniki, ki so vključeni v razne projekte, ki jih financira kulturno ministrstvo, pa jih je zdaj začelo rezati, ne, da ti ljudje pravzaprav umetniki, pisatelji, pesniki ne morejo ne živeti, ne umreti, ne. Dobro, jaz sem imel svojo službo in sem prišel do penziona in jaz nisem odvisen od tega, ne, nikoli nisem bil. Ampak tisti, ki pa so
sam za to pa ne morajo. Ne? Ni razumevanja, ali kako bi šel rekel, ali samo hlepenje za nekaj materialnega, ne pa za to. Ne? Tudi knjige se danes ne prodajajo, ne grejo v promet, v glavnem so to kakšne kuharske knjige, ne? To, ali pa vdaje na televiziji, ker zmeraj so nove in nove kuharske. Tole pa ne, pa to meni nič ne more. Se vam zdi, da se tudi bralne navade te generacije, ki je za nami, spreminjajo tudi zaradi teh različnih socialnih omrežij, zaradi interneta, kjer je vse nekako strnjeno v naslov, bistva se pa že potem ne prebere in je potem težko se skoncentrirati, prebrati, ne vem, ta ni debela knjiga, ne? Malce bolj obširno knjigo, zmanjka kondicije bralne. Ja, to imaš prav, recimo tudi zaradi tega, ne, ti naši mladi ljudje hlastajo po teh dosežkih zdaj tehničnih, modernih, ne, in če jih vidiš, ko pridejo skupaj, se nič ne pogovarjajo, ampak vsak nekaj dela s svojim mobitelom, ne, v glavnem te navade se slabšajo. Jaz vidim tudi pri našem vnučku, ne, to branje, recimo s temi črkami klasičnimi zapisano, ne, mu ne gre tako v slast, ne bere tako rad. Zdaj pa odkril ene knjige, ki so stripi na pol, ne, narisan pa tako, pa napisan, to pa bere, da je grozno, ne. Ampak tudi to je bolj, ne? Ja, nič. Tudi to je boljš kot tisto, ja. Ja. Je pa strokovnjak za računalnik, ne, on 10 let je star, ne. Če se malce šalim, čisto po vas, ne? Ja, se lastim, ja, nekaj, kar nisem zaslužen. Ampak res, ta generacija bo tehnično super izpopolnjena. Ne vem pa, če bo imela tisto, kar smo mi imeli, ne. Smo malo težje živeli, ampak smo pa brali take knjige, pa tako naprej. Pa s tem se razvija tudi empatija. Tega pa se mi zdi vse bolj manjka. To je res, ne. Čeprav recimo se danes šolniki, ne, zelo trudijo, da bi bralna značka je, ta moj prijatelj Jože Zupan, o katerem sem prej govoril, je bil vrsto let predsednik bralne značke Slovenije. In ta bralna značka je naredila veliko dobrega, veliko učencev je pripravila, da so brali, ne, da so potem to obnavljali. No, jaz moram se pohvaliti, ravno prejšnji teden sem se pogovarjal z enim fantičem tam pred telovadnico in je povedal, da zdaj berejo za bralno značko. Je rekel, je tudi vaša knjiga, jo beremo v 7. razredu, Skrivnost temnih globin, to je v rodarstvu. Se rekel, ja, to je pa lepo. Sam mi rekel, te knjige ni za dobiti, ne. Na šoli imajo 2 izvoda, ne, v knjižnici pa 3 in sem jaz sklenil takoj doma, poiskal še neki rezerve in to nesel v šolo. Sem rekel, pa berite, sam da boste brali, ker to se mi zdi zelo potrebno, ne. In če se ne motim, ste to podarili. A seveda, seveda. Saj jaz ne živim od tega, meni to tako, za veselje, ne. Danes, če pa kdo želi, pa si lahko katero od vaših knjig veliko kupi, ne. Lahko tu, ja. Z vašim podpisom. Pa ta bom potem jaz to dal šoli za nabavo novih knjig, ne. Jaz od tega ne živim in meni to ni pomembno, ne. Za konec imate še vi mogoče kakšno zanimivo vprašanje za našega gosta, pisatelja, pesnika, slikarja?
Jaz bi pa res nekaj vprašala. Prosim. Se mi zdi, da je zelo primerno vprašanje, kako naj se izrazim z vsem spoštovanjem do vas. Moj učitelj ste iz osnovne šole Ivan Sparča. A res? Vaša učenka, ja. Povejte mi ime pa... Sonja Tomažič sem bila. Ja. Sonja Tomažič! O, lepo pozdravljena. Dober. Z največjim veseljem sem prišla. Tole bi rada vprašala. Res se mi zdi, da je primerno vprašanje, kaj vi mislite glede tega. Se mi zdi, da smo kar malo skeptično okrcani glede tega, da opuščamo kulturo pa to, ampak a veste, da jaz sploh ne morem razumeti pa sprijeti moderne kulture, kakršna je danes. A veste, kjero to mislim, tiste odre, pa tiste sanke, zame je kultura tono. A ne razumete? Velike tega modernega zdaj, pa tega. Tudi se mi zdi, da se je to tukaj posodobil, da je šlo malo stran od tega. To meni leže, pa leži. Razumete, ko... Ja, razumem, Sonja. Ali je to glede, ne vem, no, preveč je tega vse zveriženo, vse to izometničen, ni to in ste se že večkrat vmes dotaknil tega bistva, kar sem pač mislila povedati. Jaz isto opažam, da se preveč eksperimentira. Ne vem, a smo že vse pogruntali in zdaj hočemo neki čist na nov, pa neke stvari popolnoma razbiti in jih pol na nov sestavljati. Recimo že glasba, ne? Kakšne čudovite stvari so nekoč pisali, kakšne opere, samospeve in tako naprej. Danes je pa to, da en cajt toče po njih renah, en cajt po ne vem čem, ne? Tale en znan glasbenik, ne pa ne smem to povedati, no? V glavnem to. Potem, da eksperimentirajo, ali ples ni več ples, koliko je bilo včasih, ali pa ni več balet, slikarstvo je nekaj nasmakan, ne? Gor, ti je krasen, to je zdaj abstraktno. Zdaj pa, če tega ne razumeš, pa ti neumen, ne? Ja, to je pa modern, čak maljože, ne? To pa moš ti za tem jeti, ne? Skratka, vse popolnoma strinjam, Sonja, je ta tendenca v to smer, zato sem jaz zavestno rekel, jaz ne bom več pisal stružnice semena, ne? Pa takih stvari, kompliciranih. In je bilo potem razvejeno deblo. Ja, in je bil razvejeno deblo, kar je veliko boljš naslov, ne vem, je Vlado si ga ti pogruntal, ali ga je Nande, ne vem zdaj. V glavnem je, čeprav so imeli tudi pripombe na deblo, da je to posekano drevo, ne, pol nimamo več rasti in tako naprej. Jože bo še ostal tu, lahko ga boste še kaj vprašali. Jaz se vam zahvaljujem za to, kar ste povedali. A bi še vi kaj dodali, Lado? Še en dolg imaš. En par dni sem ga klical, Francita ga nisem mogel dobiti. Zadnjič sem unesel takrat tvojo knjigo, sem se zahvalil. Je rekel, veš, ampak Jože mora pa še eno obljubo izpolniti. Tokrat ni obljubila, da se bomo mi trije enkrat skupaj dobili. Bomo. In tak literarni večer. Ja sem rekel, tako da bom videl, ti bom rekel. Vlado, obljubljam tle pred vsemi vami, da se bomo dobili, lahko tudi videa data pobudo, kdaj, kje, kako. Super, obljuba je dana. Edini smo še iz te skupine dediči, ne? Mi trije. Ja, drugi so že vsi pokojni, ne? Jože, hvala. Zdaj pa, če kdo želi, lahko knjigo tudi kupi. Hvala vam. Hvala lepa.